Au! Vračam se na stara pot, že. Spet sem za stare čase povedal. Si dal pa že spet medmetne. Zanj si bil meta, zanj si bil zelo meta, kar ni tebi podobno. Ti ne maraš meta humorja. Kaj je to točno meta humor? To je tak humor, ki se sam ki se sam nase nanaša. Tako. Aha, se pravi, čakaj, to parafraziram sam sebe parad. To ni isto čest, ne. No. Ne rad podelaš četrto steno. To pa nikoli. Jaz sem pa method actor. Če piše nag, sem nag, sorry. Ja, tako je. In to ne samo za sceno, cel dan prej, ne? Cel dan prej, sorry, jaz grem po kruh nag. Ne grem. Dej, povej admin, potem pa se lahko tvoje predstave pogovarjajo, ker imam par misli. Zdaj pa pazi admin, zdaj pa najprej mi reči hvala, ker sem se spomnil en nov twist, kar se tiče donacij in tega. Zdaj pa pazi to. Evo, tole je admin. Poslušate ta podcast, zdaj pa pazi ta twist, ki je zastonj. Ja. Tale podcast je zastonj. Ne stane vas nič. Ampak lahko pa donirate. Z veseljem podprete tudi finančno. Zdaj pa ta naval, ko boš pa te vse donacije dobil, to pa deliva in ali pa gremo na dopust skupaj. Ker to pa zdaj naval, ker to je pa ta twist. A veš, ti zmer rečeš, podprite, ker pomaga. To že vsi vejo. Ne poudarjaš pa bistvene stvari. Bistvena stvar je pa tale podcast je zastonj. To si vam dal za moj ringtone. Oprosti, a sem marketinški genij? Si, mogel bi v eni agenciji delati. No. Stari, to je bistvena stvar. Ej, folk, pozdravljeni, radi vas imamo, poslušajte nas, komentarje nam puščate, rejtate nas, zvezdice nam dajete, ampak tale podcast je zastonj. Nekaj to je, malo smeh. Tako da, evo ga, jaz pač poudarjam, da je ta podcast zastonj, ampak lahko nas pa tudi podprete. A veš, to vzbuja občutek krivde malo. Ko to človek posluša in pa reče, pisa se res. Dej mi pa, kdo je kdaj pomislil, da je res zastonj to vse. To se strinjam. Ja, mi to, da ljudem dajemo zastonj, ne, in pol valjda bi lahko podprli, da to delamo. Ne. To je dejstvo. Pač pozabimo za moment, da ni vredno en pokurca, ampak je pa zastonj. Ne, se hecam, veš, da je dobro. No, opazovalnica je dobra, ne, po tvoje. Ne, pač opazovalnica je zakon. Ne, pa se tudi ostale stvari so zakon. Vse skupaj z unim podcasti, ostali, ki so. No, pa dokončam misel. Podcast je zastonj, lahko nas pa podprete na podcast, na PayPal, ki je najdete na zavihku podpri na aparatu strani.si. Res je. Tako da, mislim, to velja za vse podcaste, tako da se mi lahko vsi zahvalite. Ja, pa jaz čisto iskreno, hvala vsem, ki podpirate, ker dejansko pomaga. Tako da. Ja, jaz sem pa neiskreno. To je res. Ti imaš zdaj predstavo, ne? Ki si jo ogledal, by the way. Res je, z mojo mami. Ne? Točno. Ki je po prvič povedano umirala cel cajt. To vidiš, takšnih sem pa vesel, takšnih reviewjev. Ja, ne, zdaj ti tiho, da jaz to povem, pa se potem pa še par stvari o predstavi vprašajo. Zdaj ti bom jaz pač shameless promo naredil. Ne? Oh, yes, please. Ampak pejte to gledat, če niste šli. Tudi če še nikoli niste bili v Špas teatru, ne? Jaz ne vem, pač jaz sem bil zdaj v zadnjem cajtu na parkrat. To je legit predstava in Godler izkoristili so tvoje talente, bom temu rekel, ne? To mi je zelo všeč, ker so pisali pač na tvoje močne strani, bi Američani to rekli po angleško drugače. Ampak in to se mi je pa zelo, zelo, zelo dopadlo. No? Ker nisi kot riba iz vode, ne?
ampak si taka, ko bi človek rekel, da te nam užalo, sem hotel reči tuna, jegulja, ne, ki je bolj vitka, recimo, ne. Jegulja, to je moj favorite video na e-fukt, ki je jeguljo, ok, ni važno, spust naprej, povej naprej. Ne, e-fukt tam, ja. Dobro, pardon. Okay. V glavnem, ja, pač nisi riba iz vode, ampak si tako jegulja, ki zelo suvereno plava v vodi, ne. Moram reči, da res, kle treba, kaj Juretu, ki je scenarist in režiser, se mi zdi, ne Godlerju, ne Karasu. Ne. Tako. Ja, mu je treba, kapo dol, se temu reče, ne. Kapo dol, ja. Da se je naslanil na tvoje mnoge talente. Ja, thank you very much. To pa lepo, lepo slišati. Ampak je pa ena slaba stran te predstave, ne, še v enem oziru, je pa ta, da pa ni zastonj. Ja, ampak pol ljudem tudi ni treba donirati, ne. To je tudi res. To je pa tudi, je pa donation free. Glih kontra ka podcast, ne. Yep. Ne, ljudje božji, res, jaz to čisto iskreno reče. Res, greš, mislim, tako uro pa pol sestavta, ne, z Bunderlo, ali kako je. Uro 25, ja. Uro 25, ne, in ni zatišil vmes, no. Tako da res, jaz sem bil properly impressed. To je pa lušten. Ja, res. Tako, ker je tak, veš kaj sem pol grunto, ne, glih zato, ker je ura 25, ne. Je tako, veš, kaj greš film gledat, ne, veš, pa si noter, recimo, uro pa pol, ne, pa pri eni filmi greš, pa tako, jaz sem glih kar bil ena ura pa pol noter, zakaj sem si to naredil v življenju, ne. Razumeš, ali pa greš, pa rečeš, sem pa film gledal, to je bil fajn film, ne. Star Trek Beyond, ne. Ne, ampak kle sem res tak film, tako na koncu, tako, ja, to je predstava. Pač to je čisto legit, res. Cool, to je pa thanks, to je pa nice plug. Ja, zdaj pa tako, zdaj pa jaz eno stvar vprašal, ne? Yes. Da bomo malo naprej grejali na Office. Ne? Je tako. Kar se predstavlja tiče, škaj me zanima, ne? Koliko si zdaj že, koliko sajta ste ti vi to vadili, da tam tako vprašal, da ljudje, ki to poslušajo, da si malo orišejo zadevo, ne? Mi smo to začeli vaditi 1. septembra. Ja. Z premijera ta prava je bila pa kdaj smo bili tam? To je bilo 2 tedne nazaj, recimo. To je bilo 26. novembra. Ja, tako da v bistvu sta 2 meseca dejansko drila, ne? Dobro 2 meseca, ja. Ker se, škaj, ne, iskren, zaradi tega, ker jaz teh stvari nikoli ne vidim v bistvu, ne. Se mi zdi, da, tako kot sem pri Pižamcu videl, ki je ta stand-up, ne, oni imajo tam itak morajo biti pred publiko, ne. Ja. Vi ste pa kle v bistvu 2 meseca v tišino to govorili, ne. Kar je, wow. To je res, ampak je pa ena stvar, ne, zdaj Jure, ki je že to predstav napisal, pa to ve, kaj pomeni ritem, kar pomeni tempo, pozna publiko do te mere, ne, da se nikoli ne veš, a se bojo na vseh mestih smejali, oziroma da bojo vsi joki, da ne bojo kjeri padli flat. In jasno, da teh stvari ne veš, ampak veš pa eno stvar, ne, če boš, kot si videl, ne, proti koncu zadnjih 15 minut se tempo ful poviša in stopnjuje in tam je pa samo streljanje. Ne. To veš, da bo naredil dober vtis. In tlele mi je bilo všeč, ker je Jonas prišel po predstavi, Jonas Žnidaršič, digitalna osebnost, ljubitelj digitalne tehnologije. Pa tako se je zmer hvalil, je rekel, ko je fajn, da imaš eno ime, da ne rabiš še priimka zraven, da te prepoznajo. Jaz sem mu pa uničil jih kar to. Ne, kaj sem hotel reči, je prišel, pa je rekel, da se to večkrat reče, da najrajš vidi oziroma da ceni, ko vidi, da je nekdo neki nadrkal za na oder. Ja. In to smo v bistvu midva naredila, ne, ker imamo res. Ja. A veš, smo delali predstavo z njim, z Jonasom, ki je bila narejena iz skečev in tako. Pa sem bil mal jaz Frej, pa je bil Jože Robežnik, je že bil še zraven, Joco Hud, video ustvarjalec, .com. In to je bilo tako, vsak je bil mal Frej, pa se mal spočiješ, pa tako, tle smo pa na odru sama dva, ne, in je streljanje od začetka do konca. Ja, in vse to ima Jonas, zaradi tega sem hotel izpostaviti ta 2 meseca, ne, drila, kjer sta bila, mislim, vice, da sta uigrana nerealno, mislim, tako, res nerealno, no, kar je dokaj impresivno, moram reči, no. Ja, te vaje so bile nehumane, to je cele dneve. Ja, ampak se iskren se vidi, ker ni nič mem ne pade, a veš, tako, v smislu... Ja.
ne gledaš nekih dveh ljudi, ki se še malo lovita. Ne, tega pa ni. Se namerno je tako pritisko z vajami, ne, da bomo, da pol lahko to izstreliš tako, kot je treba. Ne. Ker pač taka zgodba je, ne, da ker ti greš improvizirati, oziroma ko ti igraš, da nekaj improviziraš, pa da se nekaj sprot zmišljuješ, ne moreš si glih prvošt, da fejlaš pri tem, ker pa res nisi prodal te iluzije, da zdaj pa dva človeka delata improviziran radijski program uro pa pol. Ja. No, sej, to je pa premisa, to sem se hotel še malo dotakniti, napredno, da to, da ljudem poveva, ki to ne poslušajo. Ne. Ja, vidva v bistvu morata sama odfurati brez muske radijski program, ne. Zato, ker zapleta ne bomo povedali, no, ampak to je premisa. Kar se mi pa, moram reči, da tudi za predstavo zdi dokaj ingenious. Je kar posrečen. Zelo posrečen, res. Zaradi tega, ker ni tako izumetničen. No. Veš, ponovadi pri teh predstavah je tako, imajo eno škatlo, in pa si moraš ti predstavljati, da je ena škatla 17 različnih stvari. Ker sta pa videla pač zaprta v ta kao studio, ja, pač ta studio in to funkcionira. Mislim, tako, zelo posrečen. No? Pač, jaz sem res bil zelo pa ne bom rekel tako presenečen, veš, da nas poslušam, ampak tako res je bilo na koncu, tako, jaz sem nekaj dobrega gledal in sem se imel fajn. Kar je res. Zdaj te že ful preveč hvalam. Za nič. Ogaben si. Nadaljuj. Ker jaz imam tudi PayPal account. Ampak ja, tako da še enkrat, ljudje, ki tole poslušate, Špas teater, Godler, Bunderla, pejte gledat. Res pejte pogledat. Ne bom vam žal, no. Prite. Pol pa se bomo dodali še na Snapchatu in je to? In je krog je zaključen, se temu reče. Tako? Krog je definitivno zaključen. Ne? Tako da, thanks, cool. Ja, tako da zdaj gre pa na The Office že spet po tem kratkem introtu. Je tako, danes je 12 minut. Ni pretiran, je pa... Intro obstaja, tako, se temu reče. Ampak ti si se pozdravil, ti si zdaj spet v igran. Še to, to je treba, saj moramo imeti. Jaz, ki ste poslušali prejšnjo, to se pravi 19. epizodo, jaz nisem bil prisoten. Ti sem jaz govoril čez neko virozo / pljučnico. Ne. Mrtev si bil, mrtev se pa slišal. Ja, zdaj imam dejansko malo več energije in prepona pljuča in glasilke delajo. No. Ampak da ne bomo sam jamramo o tem, danes gledava pa en del, ki je, in jaz kar sem ga danes gledal, in kar povedal, kar začel bom s tem. Ta del sem prvič videl po zelo, zelo dolgem cajtu. Ja. In se mi zdi, zaradi tega, ker vse neke te, Brentov ples, ki še pride, recimo, Giorgio Giorgini, recimo, vse te neke, vse te neke stvari, se mi zdi, da sem jih videl vmes že malo v gifih, ali pa, kaj mislim, tako, nekaj videl sem jih, zato ker so tako prišle v kulturo, v pop kulturo, in klej v tej epizodi, pa ite bo prišla do tega motivation, ampak videl sem uno sceno, ko se ono leže na mizo, ko ga on slika, ta del sem videl, to je vse, sem rekel, to sem gledal, super, kar sem pa jaz absolutno čisto pozabil in že spet presežem, da sem 5krat mogel ustaviti posnetek, ker nisem mogel gledati. Je pa, ko on začne govoriti. Unim ljudem tam. Godler, jaz se poslušam, ne zabavam se, jaz sem to gledal, zdaj mi je to snijalo zvečer, zdaj sem to popoldne danes gledal. Jaz sem 5krat ustavil in obolel zdraven, da ne morem, nisem mogel dati pleja. Nisem mogel dati. Odle je ful odvi... Dobro, kar on dela, pustimo pač, to je mala nočna glasba, kar on dela. To je to genialno. Ampak tukaj je bistveno tista stvar, kjer bo Life on the Roads falil. In to pa mark my words. By the way, moramo povedati, da imamo viewing party. Ja. Ker jaz enostavno popizdevam. Ne bom tega rekel, ampak ker jaz ne podpiram piratstva. Ampak zakaj tega filma ni še kjer zadobiti, je peti. Ja, kaj BBC, pa BBC ima te svoje rolloute,
Ne, pa to je grozno. In zdaj sem prav videl, da pride 13. Mislim, da pride 13. novembra. Mislim, da tako je. Ja, in sem ga že zanč pri orderu, prednaročil in vse. Ker to je zdaj pa zdaj že malo smešno. Ne? Ta film je pa zdaj zunaj že od kdaj? Zdaj pa že. Pa nam rekel pol leta, ampak. Ja, pa jaz pa mislim, da je pol leta, zaradi tega, ker prej sem šel v London, ga več ni bilo tam. Ja, je v bistvu že played out bil, ne? Ja, tako. To je res. Pa da, lej se, ko boš dobil Blu-ray, bo pogledal ali DVD, ali kaj si nabavil. Ja, tako in imava viewing party. No, in by the way, kaj sem ti hotel tukaj reči, še en medklic, a si ti gledal pol ti spot Good Night, Sweet Princess, ali kako se že imenuje, ki ga je dal gor. Sem. Si ga gledal? Ja. No, zdaj, ne mi reči, stari, in ker to zdaj zelo paše na to, kar si ti izpostavil, na ta njegov motivation speech, odzivi publike. Stari, to je pa slabo. Zaradi tega, ker je preveč dober, da bi bili tako apatični. Ja, mislim, pa, če bi bili apatični, so ljudje v tej epizodi. Ja, ker so res čist, ampak klej on tudi zelo, zelo za nič, ne. Okay. On je tukaj, what the fuck. Ja, točno to. Ampak ti ljudje se obnašajo njemu primerno. Čakaj malo, ko pa to je zdaj, a veš, ker imaš pa band, ki ti žge, k največji cari, ki ti ne fušaš. Ti nisi Damjan Murko kot David Brent, pizda. Ja, ti dobro poješ, ne? Pa, kako je že, tekst je pa duhovit. Kaj mi zdaj, kaj je tukaj problem? Jaz tukaj, ko bi videl neko drugo resničnost. Jaz vem, da je on imel neke probleme v lifeu, kaj je delal pol, ne? Ne govorim o Davidu Brentu, ne? Ja. On je imel težki life po Officeu, pa do filma Life on the Road. Jaz to razumem, ampak to je stvar njega, ne pa realnosti okrog njega. Kamorkoli priješ s tem programom, zdaj, če priješ, ne vem, v nek pub tlele v Ljubljani, pa boš žgal pizda bo folk vrisko od navdušenja, ne pa glumo tam, kako si pa ti zdaj beden. Ja, štekam. Ja. Ampak gled, da bomo videla, kako bo film videla. Mene to ful zanima, kako celoti izgleda. Veš, to zdaj vse sklepamo po teh po trailerjih, pa po parih videospotih, ki so vam prišli. Ne? Ja, jaz mislim, da se ne motim. Bova videla, ne. Ampak gre zdaj nazaj, črti del, ne. Ja. Grejo na začetek, vidite, bo prišla še enkrat od motivation, ampak ti sem mogel prej sebe dati, ker sem toliko bolevo, ker sem gledal, da res, že spet dolg nisem, res, ne moram, jaz to noro je, no. Začne se pa zdaj s tem, da sta v bistvu Rachel pa Tim skupaj. Tako. Ne. In Don začne resno obolevati, ne. Ja. Tako, res konkretno obolevati. Ja, ampak to je ta storyline. Ampak, tako, Don jih vidi, wow, ok. Potem je par dobrih interplejev, ko je Lita njen že zaročen zraven, pa Tima sprašuje, a si jo že dol dal? Da jo ni, jaz nič ne povem, a gentleman never tells. Tako. To je imel vse dobro, ki je tak build-up, ne. Ampak scena, ki je pa že spet res epska, ne. Že kako je na začetku posneta, ne? Je pa tako, ko se že spet Tim in Rachel ljubčkata, ne? Ja. In v kadru leti Gareth, ki gre mem, ne? Tako. In jih vidne in zgine iz kadra in pride nazaj. Ja, kaj sem jaz slihar videl? Ja, kao, what? In polo leti, ne? In čist podisa Tima, lega kašen nje zgleda kot Fisher Price. Fisher Price. Mislim, da je to hudo. Nekaj beden, zdaj mislim, da je s tabo nekaj narobe, če misliš, da je on bolj cool, kot jaz, ne. Ja. Ta scena je dobra in potem je pa že spet, veš, te scene, ki res dolgo trajajo, ne. In klej, ki je Office, res, zdaj sem pa absolutno pripričan, da najmočnejši v teh third actih, ne. Ja. Kar se jokov tiče, ko potem reče Gareth Rachel, koliko je šans, da se kaj med nama zgodi, dokler se tole dogaja, ne, dokler sta videla skup, ne, pa ona, like what? In pol je najboljši Gareth line v temu delu, ko on reče, handjob? In pol una dva obada bolita, pa kaj misliš, že konc reče, pa najboljši del joka men, ki reče, tako ga, don't answer, think about it, in gre. Ja, to je professional plonker. Ja, to je res dobro. Ampak to meni spada v tej epizodi pod weak moments.
A res, ali kaj? Ni, absolutno. Pa, tako kot mi spadajo te don, pa ti momenti, pa tako kot mi spada moment, kjer mu pride un računalnik. No, ok, ne, škle se ne bova strinjala, ne. To zato, ker sem jaz dosti krat bil ta IT guy, ne. A res? Ja, in mi je pa zelo mi je všeč, kako je ta človek prikazan, ne. In kako je vzvišen in on vse ve, ne. Ker je neka ta aroganca, če ti nekaj veš o računalnikih, ne. In si v bistvu si magician si, ne, za te ljudi. Dobro, kaj pa ti veš o računalnikih, recimo, da si tako vzvišen? Ne, se hetam, se veš, če znaš nekaj popraviti, valjda. Ja, veš, pa si tako in mi je pa, ampak mi je super, zakaj mi je ta moment ful dober, ne? Zakaj? Ker potem ta model čist podisa Garetha, ne, z Bruce Leeom, ne, s tistimi pogovori, ne. Ja. Tisti je meni dober, zato ker pol, veš, meni je všeč, zato ker, veš, koliko je recimo Finči, ne, za Brenta nekak, ne, ki pokaže cel spektr, ne, ker ti imaš zdaj, v bistvu, do zdaj imaš ti v bistvu Garetha kot dosti lame modela, ne, a veš, v bistvu do tega dela, ne, ni še nič ekstra dobrega naredil on, mislim dobrega, tako veš, da bi ga vsaj malo pokazali kot normalnega človeka ali pa nekoga, a ne. Ja. Veš, kaj hočem reči, kleba ful dober, ki ga pač podisa, ne, in pol v bistvu se ti, nam rekel, zasmil Gareth, ne, ampak tako vidiš, ko, ok, veš, on sam še večji moron kot je vsaka on, ne. Ja. Zaradi tega je meni to všeč, ker pač že spet malo razširi ta svet, veš, da ne obstaja Gareth samo v tem vakuumu, v tej pisarne, kjer je on debilko, ne. Ja, to je res. Veš, kaj hočem reči? To je res in to se še pol upgrade, ki ima ta pogovor, ki ga trenira Gareth, ki trenira Davida Brenta, ki reče, zdaj pa par vprašanj, da me pa vpraš nekaj, ne. Aha, ja. Pa reče, the Swindon lot don't seem to respect you. Ne, ki se pol razpizdi. Je ta nivo debilije med njima tudi, ne? Ja, na nivoju. Dejstvo, ne, pa najbolj una, ki pač Brent na njemu probava, kako bo motivational speaker, ne? Ja. Mu reče, kao, ti igraj, what's your name? Pa on, Leroy. Pa on, where did Leroy come from? Tista je tudi vrhunska, ne? Ampak pa je pa kleže spet eden boljših Brent momentov, ne? Kjer? Je, kam mu reče za Blutov, ne? Ko boli, pa gre ven težit, ne? Ampak, a ni to genialno speljan joke? Ti imaš prej sceno, kjer Gareth pove Brentu, da ga unikličijo Blutov. Brento boli in gre ven in začne in ima že spet en ta govor. Nicknames are bad names. To je eden izmed lineov, by the way. Res je. Se popolnoma strinjam, ne? Ampak pa on zadnji reče, pa kaj pa je, če rečeš Toad, ne? Kao. In tam, kdo je pa Toad? Pa Gareth, Blutov ali pa Toad ti pravimo. Pa on, zakaj Toad? In pa on že spet nakaže, kako je prej Gareth, da je on debel, ne? Tisti je. Jaz tam sčijam od smeha, mislim, ti si zakaj Blutov, a zaradi brade? Mislim, da vpraša, a zaradi brade? Ja, pa nakaže Fat Man. Pa še en moment je, ki telovadita, ki pride not vprašati, zakaj ni plače. In to je en moment, ki to pa slišiš ali ne, po moje to ne opas veliko ljudi, pride not working hard, working out, fit body, fit mind. In se kamera obrne v stran od Davida Brenta in kaže samo Garetha pa, kaj je že? Zmer pozabnil, Garetha pa Nila in na to pa potiho še pripomni Brent, mind the gap. Stari, to je, ne moreš to. Mind the gap, fit body, fit mind, mind the gap, to je ono, ki prav res ne veš več, kaj bi rekel. Sam stream of consciousness, sanda lapa. Ja, stream of consciousness od Davida Brenta. Zdaj pa še malo od londonske podzemne povedal, ko reče po zvočniku, preden greš gor. Mind the gap. Ja, to je kar kralj. Ampak pol ga pač Nil napizdi, ne, da nima nobenega sistema, da ki ima in reče, it's all up here, when it's not all up here, in pa ga že spet čist podisa in kle se ful dobro tako napenja, Nil napenja ta lok, ne, ko Brenta demolira, ne, ker zdaj to je 4. del, ne, druge sezone, to zdaj že 4 dele traja, ne. Ja. Da Brent pada in zdaj je že čist skoraj že v kotu, ne, se temu reče.
meni je tukaj jasno postalo, da bo konc z njim. Ne? Ja, tako, meni je tako, vidiš, klej ti jasno rata, da bo zakaj je Nil tam, ne? Ja. Veš, kaj, jasno ti rata, zakaj je Nil v letu v drugi sezoni, zaradi tega, da ga bo lahko pol uničil, ne? Ampak tisto, kar je meni, recimo pa klej, res super, ne? Ampak to je pa tisto, kar smo mi da se pogovarjali, ne? Zakaj je on res skoraj kot Charlie Chaplin, ne? Pa zakaj je on znal odigrati, ko ga začne Gareth masirati. Ko vidiš, zakaj, what are you doing? You seem stressed. Sem stres, ker je tako na Nila pokaže. Ja. In pa cel sajt gleda kamero in vidi kamero, da ga snema. Pa še zmer gleda. Pa še kar gleda, unga pa še kar masira, ampak mu sere, da ga masira. Ne? Ampak kako je to dobro odigran? On gleda direktno to lečo, kao jaz vem, da me snemate, tole je toliko narobe, ampak Nil me je toliko stresiral, tam me masira in mi toliko paše, da bom pač kle sedel v temu, ujet v teh vicah. Meni je to toliko dober, toliko mi je dober, res. Ja. Toliko je dober. Ja, to je ta, kar si rekel prej, gif moment, ne? Ja, definitivno. To je gif moment, jebat ga. Ker ne moreš, ker ga tam gledaš in vidiš modela in je prav tako, come on, ne se ta scena neha in ta scena full traja, veš, sem pozabil, koliko se to traja. Pa, ko ga začne še tisto, veš, ko ga začne masirati, ko prvo ga gnete, pa ga pa to začne, kao, ne karate, na hitrost, jaz sem calsta. Čeprav, meni je najbolj moment mi je v tej epizodi, ne tisti njegov motivational speech, tako bom rekel, po vrstnem redu. Na 3. mestu mi je njegov motivational speech. Okay. Na 2. mestu mi je tisto fotkanje v zaodrju, ki se začne s stavkom I love being backstage. Kdo reče, stari, I love being backstage? Ja, ker on je rockstar, on je rockstar. Mislim, prvi, najboljši moment je pa, ko se odpravita z Don iz pisarne na nastop. Ko reče, good luck on our date, ne? Pa reče, ni date in pa se sam zaštrika v to, da če bila Don kurba, kop dubu za $100, verjetno bi vse dubu. Si to ne predstavljam, ne si ne. Ja, ne, si ne predstavljam. Pejmo, in pol sam gre. Ja. To je pa moj favorite moment, ker se vidi, kako je nahajpan dober in pol sam sebe po glavi trešči. Interno pa si reče, da je brand spizdi, zdaj pa dost. Pejt. Dobesedno pejt. Pejt, ja. Exit stage left, se temu reče. Tako. Pa dobro, zdaj, sva kle, si v Hančak morava še omeniti na začetku, ne? Aha. Ker se mi zdi, da je tudi en super moment tam noter. To je pa tako, v bistvu brand, ki pride, pa izdeta nearing, pa se ona začne smejati, pa nje, whatever, get over it. Ja. Pa ona reče, it's bleeding, pa it really stings. Ja, sem ga mogel ful pritisniti, ne, ki se je zarastel. Kašen kralj. Te ljudje so genialni, ta publika notne, oprosti. Ja. Te ljudje so genialni. Zaradi tega, ker so jim res so jim dobro povedali, kako morajo odreagirati to, ker res samo gledajo, tle ni unga, ker tle, spet bom rekel, v Life on the Road sem videl folk, kako se odziva. Folk se odziva, če ti hočeš, da je nekdo prikazati, da je kar nekaj, ali da je tečen, ali da je zoprn, ali da je neduhovit, ali da ne poje lepo. Ti moraš sam zjati. Ker čim ti malo se trudiš glumiti, zdaj pa jaz glumil, kako si pa ti meni odveč, ko si na odru, fališ. Ja, štekam, ja. Sorry, ne boš prodal tega. Tele ljudje pa prodajo. Zaradi tega, ker so pa samo primer in gledajo. In čist naš druga. Noben ne glumi dolgo časa, noben ne glumi, tega pa nisem štekal. Pa tudi tuna scena, by the way, zdaj sem se spomnil, ker je pri avtomatu za pritiske. Ja, ti si super tudi, ja. Ti si super. Ker vidiš, da Brent ni nikoli sploh še sprobal tega. Ja. Ne, ampak meni pa to všeč, nekaj polka vidiš, da v bistvu je imel nek ta upbringing, zelo krepostan, pa tako, veš kaj hočem? Ja, to je nova dimenzija tega karakterja, ne? Res je, ja, da pač vidiš, da je bil včasih ta bogi in nič probal, ne, a veš, mislim, res je, meni se to ful dopade, no. Tukaj potrdi, ta Brent je
harmless bedak. Tako. Pa v bistvu dobra duša, že v končni fazi dejansko dobra duša. Tako. Ja. A veš, ni malevolenca v njemu. Ne, ni. Ja. On si je pač ostal je nekje v razvoju. Ne? Ja. Zamislil si je, jaz bom pa ena zvezda in tako. In kolikor mu ratuje, kolikor mu ne. Čeprav unadva sta tudi tipična, ker sem že večkrat, če sem nastopil kdaj na kakšnih teh usposabljanjih za firme, če so imeli kakšen team building ali pa kaj, pa če smo imeli kakšne nastope za njih, dejansko se res tako začnejo. Just because you're a success. Ja. A veš pa taki tega jaz tako ne prenašam, tega mešanja zraka, mešanja prodajanja megle pa motivacijskih govorov pa tega, to je tak pile of crap, da ti ne moreš tega res... Se popolnoma strinjam. Res stari. Zdaj, pa še ena, kje sem pa sebe videl. Tole no povej. Zdaj pa pazi to. Da smeh mi gre. Ko on napove Davida Brenta, ja. Ti vidiš, kako je nervozen čaka, ker veš, da ima polno črvo fekali in da bi veliko rajška na oder prišel na skret, ampak to je ta trema, ki ga napove, kako z roko udari po kolenih in se vstane in gre. To je točno tisto, a veš, ne vem, pa smo včasih nastopali tako, pa je bilo za kakšno firmo, pa človek ni bil pripravljen, pa nisi imel materijala dobrega, pa nisi vedel, kaj vse lahko rečeš zdaj, pa nisi vedel tako, pa je nervoza, pa je trema. Ampak, ko pa enkrat te nekdo napove, ki pa moraš iti na oder, takrat pa narediš tako, kot David Brent. Vse kaš, zdaj gremo pa na glavo. Štekam, ja. Tukaj si prav, kako je to on dobro zaigral. A štekaš, kaj te hočem povedati? Ja, štekam. Kaj, zdaj pa skočimo z aviona. Pač. Ja, zdaj pa skočimo z aviona, zdaj pa stole in gre. In to tako dobro predstav s tem, no, ko vrata odpre pa reče, get out, go on, get out. Ja. Pa ko vse pusti za eno sekundo preveč. Ja. Veš, kaj mislim, reče, get out, pejte kao in pa kar čaka. In tam hod, noro. Pa všeč mi je, mislim, jaz sem tukaj začel stavljati, ne, to je dejstvo, ne. Ja. Ampak čistilka. Čistilka je epska. Ti si tako dober. To je, v bistvu ti si meji na physical comedy, ti smeji. A veš kaj mislim? Ta čistilka je res tako, kada bi en padel po tleh, to noro smešen je meni tisto. Ponarju dan, no! Veš kaj ima ti kao čist, kaj ne, go away, ne? Ja. Kaj pa začne govoriti, pa jaz sem to, ostal sem, 5krat sem ostal, mislim. Ja, ne, to je pišurijada. Imam eno knjigico s sabo. Just a little book. Native American wisdom. Pa polka pove, if all the men of the world brought their misery together, ja. in pove ta fable, ne, oziroma ta rek, ne, reče, said for the first time. A veš, kao, da zdaj poslušate, ne, res wisdom, ne, ker je bil prvi, ne. Hilerija, star, res, mislim, jaz to, kar gledaš, pa tista kapca na začetku, ki jo vrže v don, ti si je tudi perfekt, ti si je tako dobro posnet, pa narejen, da res. Skor bi bilo malo over the top, ampak ni. Ni, točno to, on pač vrže ujame, pa še tako, ne ujame komično, ampak je pač kapa zadela v glavo, a veš, tako, res je, kle so sami presežki, kar se mene tiče, no. Ja, ne, to ne boš, to ne moreš, ne. Mislim, to je, lej, ta cel njegov monolog, viš, kar Riki zmer reče, piš tist, o katerem znaš, tist, na kar se spoznaš, to je epitom tega. Ja. Ja. Mislim, meni je, tako kot si prej rekel, v kombinaciji s publiko, pa unima dvema, ki sta ga najela, ki vidiš, da se ima tako, kaj se dogaja, pol sta že annoyed, ne, tako prvo prehajate iz enega odstanja od drugega, ne. Ampak pol, ki je pa konc, ne, pa ki gre do unga največjega boomboxa, ki ga lahko kupaš po moje, ne, ki ga je on s sabo prinesel, ne. Pa da, you're the best, ali kaj, ne, od Tine Turner. Simply the best, don't. Pa škaj je najbolj ven, kle en detajl noter, ki je meni res epski, ne. On, prej, ki ga gledamo, ne, on stoji na istih tleh, ka oni sedijo, ne. Ja. Ne vidiš, da je tam še malo dvignjeno.
Ja. Polk je pa simply the best, ne. Gre pa on na tisti odrče gor in vidiš, da, a veš, in pol začne in kazati na ljudi. Ploskat, ja. In ploskat in dajmo se nahajpati in oni sam mrko tam sedijo. Ja, jaz ti rečem, to sceno so rešili ti ljudje. Ja. Mislim, rešili ti ljudje, pač ti ljudje so... Ne, se strinjam, oni so ta prava stena za to ping-pong žogco, pač to je dejstvo. Tako, 50% je v njih, 50% in kar je on, ne. Ja. Pa še en moment je vmes, ki pa v bistvu meni ni tako smešen, ampak mi je pa super, ker je v bistvu za donerje. In ko reče, laughter is the best medicine, ne, dajmo se smejati in pa ima ta posiljeni smeh, ne. Ja. Ampak je pa super, ne, ker tam v bistvu Don kaže, kako ona, kaj je skledela. Ja, točno. A veš, en tak moment ima noter in pa je še en talking head njen vmes, ne, ker reče, moje življenje se ni tako izšel, ker sem hotla, ne. Ja. Ampak je ful dobro narejen. A veš, res je ful dobro je narejen, zaradi tega, ker tis ni tako smešen, ker se on smeji, se je, no, ampak ni tako simply the best, pa tis, kar je prej, ne. Ja, ampak je pa ful dobro, ker tam res, ker vidiš od Don izraz, ki je tako, večer je, jaz sem pa leto, kje sem, kaj jaz delam. Tako le zapravljam svoj cajt. Mislim, pa tudi to bi bilo lahko over the line, ker pride nazaj, ko mu ugasne musko. Ne staviti muske, pust, dokler grem dol. Don't do that. Ja, don't do that again next time, ja. Pa je pa že spet backstage, ne. Ja, a si ti opazil tisti moment? To je en moment, ki ga jaz moram reči, da sem opazil šele, ko sem mene tretjič to gledal. Kad Trebuh not potegne. Ja. To je pa masterstroke. To je pa masterstroke. Edin, veš kaj, pol najbolj ceniš to, kdaj, ko to gledaš 10-ič, 20-ič in ko vidiš Brenta, kako so oni to, kolikrat so mogli to zvaditi, ker on se ful pripravi na ta moment, ker preden ona pride noter, on Trebuh naprej porine. In ko takšno stvar naredi igralec, ne, oziroma, ko se tako lepo pripravi ta joke, ti pove sam eno, da je bil treniran pa naštudiran v nulo. Res to, ko boš naslednjič gledal... Ok, to bom še na Trebuh prej tudi pozoren na polno. Ja, on ga prav naprej ga porine, potem pride ona not, da je bolj kontrastno, polk ga not potegne. Pa se pa zgodi ta, kam pa gremo na pier, pica, in jih čist zvabi, ampak malo če si opazil, pa grejo oni pa že ven in gledaš v bistvu Don, kako pospravlja. Ja. In v zadnji se pa sliš, ko on reče, I just remembered, I have something tonight. Ja. In pa je Brent, just the two of us, ako je, bad boys, ali nekaj tazga prebije unmo. Ampak je fudari, se to vse off camera dogaja, ne? Ja. Don je pa tam in pospravlja v bistvu ogromen boombox in boršo od Davida Brenta, ker je rekel, da je bo dal 100 funtov za 1 uro. Pa ji ni hotel dati 100, pa je hotel dati 80, pa 90, pa je rekel, si 100, pa that's silly, man, I should have, ampak, se mi zdi, da ta epizoda je en tak sleeper je, tako, se mi zdi, je že spet ena od teh, ki je vmes, ampak ima ene par vrhov, ki so kar konkretno štrlijo iz že tako visokega poprečja The Office, ne. Ja, ne, ta je bolan del. Ja, ta je res je dober. Jaz moram reči, da sem pozabil, masiranje, ne. Pa cel ta motivational talk, v bistvu sem se bolj sam smeha spomnil, pa slikanja v backstageu, ne. Ampak tiste blooperje si videl? Ja, slikanje v backstageu. Ja. Až kaj mi je še dobro pri slikanju? Ker vzame ven Insta fotoaparat, ki ga zavržeš, ne. Veš, ki še ni bil digitalnih, je v bistvu cel fotoaparat bil tako pa film zraven, ker sploh ni slabo fotkiča, ne. S temi jaz slikam skozi. Ja, točno to. In je ven, in ga ven vzame in reče, do you need to do light correction? Ja, točno, to smo pozabili. Do you want to do a light reading? Ja, light reading, light reading, ja. A boš svetlobo odmeril? Ja, pa ne, mislim, da smo ok, pa začne ampak je ful dobro, da je ta, zato ker pa imaš lahko ta kader, ki reče, se bom postavil, pa on začne navijati film v fotoaparatu, medtem se pa Brent leže. Ja. Vrhunsko, ti si vse preveč dobro. No. Res. Ta motivational del te epizode je, moram reči, da
Tako je kar malo special. No. Ni na nivoju freeway, ne, recimo. Ja. To ni, ne, ampak pismo prav daleč pa tudi ni. No. Tako, ja, ta je meni en bolj, recimo, če sem se kdaj zvečer ulegel, pa rekel, zdaj pa še en Office pogledal, po moje tega sem največkrat gledal. A res, okay. Res, zaradi tega, ker je, no, je pa tudi res, da različni joki različno špilajo na te, ne. Enem je to, drugim je to, mislim, meni je samo tist, ki sploh ni v kadru, Riki, ko reče mind the gap, meni je to za Oscarja. No, veš. Ja, se je par takih mini momentov. Pa jaz res, una Gareth scena z handjobom, ne, ja. Je meni, moram reči, ena boljših Gareth scen. Pravic bojan. Res tako, od vseh, ki jih je imel. No. Mi je zelo, zelo všeč. Ali pa sem sam tudi pod vtisom, ker ga polno računalničar tako zeba, pa ga naredi bolj človeškega. Tako da iz tega vidika mi je ta epizoda tudi ful super. No. Tako da tako kot vedno, že spet ena čist huda epizoda The Office-a. Ne. Ja, ki jo je treba gledati. Ki jo je res treba gledati. Ampak mislim, da sem prišla do konca, ne? Več ali manj. Ne? Ja, pa so res. Ja. Tako da jaz bi sam za konc bom še enkrat pozval ljudi, ki to poslušajo, da pejte Godlerja gledati. No? Še enkrat Špas teater. Yeah. Bom dal link v zapiske, ne? Tako da si res pogledajte to predstavo, ker je fajn, res je fajn. Zdaj pa ti povej admin, ne? Evo, admin, tale podcast je zastonj, tako kot vsi ostali. Lahko pa finančno pomagate, kar se zelo ceni in spoštuje bolj kot tisti komentarji, da vozim Peugeota in podobne neumnosti. No, kakorkoli že, zavihek podpri, to zelo, zelo pomaga, to cenimo. Res je? No, in smo iz srca hvaležni za vsake donacije. Toliko o tem. Zdaj pa na socialnih mrežah Aparatus najdete pod Aparatus, Anžeta pod Anzet. Res je? Povsod. Tudi na Snapchatu. Res je? Kaj si pa ti na Snapchatu? Jaz sem pa Godler. To je to. To je naš ker admin. Midva, tako kot si ti enkrat rekel, midva ta podcast delava, ne? Zaradi Star Treka pa Snapchata. Točno, samo to. To je edin, kar je važen. Se pravi, na Snapchatu Anzet, na Snapchatu Godler. Je tako. Mislim, da zdaj pa jaz bom rekel 3-4 zdaj, ti pa ne vem, boš imel medmed odloce, dokler jaz rečem 3-4 zdaj. Ok. 3-4 zdaj.